Zakaj menite, da morajo biti arhivi odprti? Arhivi so temelj narodovega pa tudi osebnega spomina in zato mislim, da je nujno potrebno, da so odprti, da predvsem omogočamo tistim, ki so bili žrtve bivšega totalitarnega sistema, da jim omogočimo, da povedo svoje zgodbe, da po možnosti tudi popravimo krivice, ki so jim bile storjene in predvsem, da tudi na civilizacijski, človeški ravni uredimo naše medsebojne odnose. Tega ni mogoče brez resnice in velike empatije, kot temu rečemo, do tistih, ki so bili žrtve kakršnega koli nasilja v preteklosti. Vemo, da je bila cerkev velikokrat preganjana s strani bivše UDBE. Imate tudi vi kakšne izkušnje? Ja, seveda jo imam, tudi sam sem bil, so mi leta 1974 vzeli potni list in sem bil tudi stalno nadzorovan in tudi sledili so mi, tako da imam te izkušnje in seveda tisti, ki so pa imeli še hujše posledice, recimo jaz sem zaradi tega, ker so mi vzeli potni list, sem moral prekiniti študij v Innsbrucku in se nisem mogel vrniti, pa so mi drugi potem prinesli knjige in pa obleke, ki sem jih imel tam, ampak mnogi so bili zaradi tega tudi zaprti in žal mnogi so izgubili tudi življenja in mislim, da tega nikoli ne smemo pozabiti. Narodov spomin je, kakor povedo vsi tisti, ki se tega zavedajo, tisto, kar omogoča, da ljudje živimo v resničnosti in da bolj postajamo človeški in tega tudi v naši družbi zelo potrebujemo. Zakaj je za cerkev kot tako pomembno, da so arhivi odprti? Ja, cerkev je bila tudi, kot so mnogi ugotovili in kot vemo tudi iz lastnih izkušenj, razredni sovražnik številka 1 v bivšem sistemu in zato je seveda tudi bila žrtev in vse te stvari so zelo zapletene, tu je polno različnih osebnih zgodb, recimo če vzamemo samo zgodbo škofa Vovka, pa tudi mnogih duhovnikov in vseh drugih. Na najrazličnejše načine so ljudje, ki so bili v vodstvu bivšega sistema, predvsem seveda tudi vsi, ki so opravljali dela v tako imenovani UDBI, bili žrtev tega sistema in seveda zato tudi cerkev želi, da se enkrat te stvari razčistijo. Je pa to tudi nacionalnega pomena. Narod, ki nima urejene preteklosti, ne more živeti za prihodnost in zato je seveda to izjemno pomembno, da uredimo preteklost, zato da bi bolje živeli v prihodnost. Tudi po drugih deželah so to uredili in kjer se jim je to posrečilo, da so prišli do resnice, da so omogočili spravne procese, recimo v Južni Afriki tudi s tako imenovanimi komisijami se je to zgodilo. Mislim, da je pa cerkev tudi še posebej poklicana kot tista, ki vodi ali ki spodbuja k resnici in spravi, da to spodbuja, da se zavzema za to, da nekako ima tudi vodilno vlogo, če hočete, v družbi za izvrševanje teh procesov in seveda zato se tudi vsi v cerkvi in sam osebno tudi kot teološki profesor ali kot predsednik združenja ob Lipi sprave zavzemam za to, da bi te stvari čim prej uredili, ker to je tudi za prihodnost našega življenja izjemno pomembno. Ni pa mogoče tega urediti brez globoke duhovne ukoreninjenosti, zato sem prepričan, da imamo v cerkvi zaradi vere tudi globlja sredstva, ki omogočajo spravo in odpuščanje in ki seveda tudi vabijo, da bi se temu pridružili tudi vsi. To pa je osvoboditev tudi tistih, ki so bili tako ali drugače kot zločinci vpleteni v te procese, kajti tudi ti so žrtve teh sistemov in tudi ti morajo na nek način te stvari pri sebi in seveda tudi v narodnem smislu razčistiti. Država pa je dolžna, če hoče, da bo pravna država in da bo tudi država, ki služi svojim ljudem, te stvari tudi formalno urediti, kar pomeni, da nekako razčisti tega in seveda tudi zakon o arhivih je spodbuda k temu, da so čim bolj odprti, da tudi s tem omogočamo čim lažjo pot priti do resnice in omogočiti spravo in tudi popravo krivic.
Novela zakona sedaj enači žrtve in krvnike. S tem, da v bistvu bodo tudi krvniki zaščiteni kot njihovi osebni občutljivi podatki. Kako to komentirate? Seveda je razumljivo, da se vsi, ki so bili tako ali drugače vpleteni v te stvari, bojijo, da pride resnica na dan. To je problem potem seveda tudi njihovih družin, sorodnikov in tako dalje. Tako da je v nekem smislu človeško to možno sprejeti, vendar civilizacijsko in tudi, če hočete, pravno, politično je pa nujno potrebno, da se te stvari uredijo, kajti pravni sistem je zato, da uredi krivice, da popravi tisto, kar je bilo narobe in svet vzpostavi prvotno stanje, in zato so tudi pravni procesi in seveda tudi razkritje vseh teh zločinov nujno potrebni, da bi v deželi zavladal red in da bi prišlo tudi do medsebojne ureditve odnosov na novih pristnih človeških in seveda s tem tudi pravno-političnih temeljih. Kaj bi pred referendumom sporočili Slovenkam in Slovencem? Ja, mislim, da je naloga nas vseh, da se zavzemamo za to, da so arhivi odprti, da na vseh področjih delujemo v prizadevanju za resnico in pravičnost in da se tudi zavzemamo za to, da bi se te stvari čim prej storile, kajti to bo tudi omogočilo prehod iz sedanje krize v vendarle boljše življenje, in zato sporočam Slovence, naj se udeležijo tega referenduma, naj glasujejo za to, da bodo arhivi čim bolj odprti, in seveda vsem nam pa je to tudi obveza, da se na vseh področjih zavzemamo za resnico, da ne živimo v laži, da ne trpimo laži, ampak da v osebnih odnosih, pa tudi v širšem družbenem prostoru omogočamo, da bodo naši odnosi čim bolj pristni, resnični, s tem bo pa tudi med nami več pravičnosti in tudi reda.